Hvala lepa za vodilo. Bilo zelo prijetno poslušati ta spominjanja. Res hvala za to priložnost. Namreč kar nekaj nas je od Nataše, Tine, Roka, Andreja, Tadeja. Ko smo se s tem ukvarjali na vseh teh letih, pravzaprav verjamem, da šele skozi to intenzivno poglabljanje mogoče svet teh arhitektov, to arhitekturo nekako res začutila. Tako da, jaz ne moram reči, da je bila to ljubezen na prvi pogled, ampak skozi to, ko smo z leti spoznavali, se mi zdi, da smo se na njo navezali. Jaz sicer ne bom govorila, kako se to odraža v mojem delu, bom pa izpostavila neke stvari, ki se mi zdijo ključne in zelo aktualne tudi danes. Če pogledate, mogoče to misel tukaj, to je zapis Svetozarja Križaja, Jugovčevega dobrega prijatelja, sodobnika, prvega sodelavca v biroju Bunker, ki je nastal še v času študija in je bil tam enih leti, kjer so začenjali pravzaprav zanimali projekte, tako kot pogosto tudi danes. Ta zapis pred, ne vem koliko, več kot 20 let, se meni še zmeraj zdi zelo aktualen in govori o vlogi arhitekta, ki je kot nekdo, ki rešuje svet med nebom in zemljo. Po eni strani zredno zgor, po drugi strani pa gradi in način stal. Ravno tako je tudi s to arhitekturo, s to našo preteklostjo. Jaz verjamem, da je zelo pomembna za naše delo in da je to poznavanje pravzaprav lahko tudi za nas ne samo spodbuda, ampak tudi neka priložnost za razmislek. To človek, s katerim sem se srečala na nek način po naključju, Oton Ljugovec, ampak nikoli pravzaprav zares, ker je bil popolen, ko sem se ukvarjati začela z njegovim delom. Timo me je mogoče usmeril v Vojteh. On je nakazal, da bi se mu zdel zanimivo raziskati ta njegov opus. Ker ga nisem imela priložnosti spoznati, sem pravzaprav iskala vse možne vire, kako spoznati njegovo delo. Ne samo skozi to, da sem si ga lahko ogledala v živo, kar je danes tudi en velik problem, vse te objekte drugega za drugim počasi izgubljamo. Če ne zaradi sprememb sistema, pa danes zaradi nekvalitetnih energetskih sanacij teh stavb. Imela sem se priložnost pogovarjati z nekaj njegovimi sodobniki, vrstniki, sodelavci v birojih. Uspela sem najti kar nekaj gradiva v arhivih birojev, kjer je delal. Določenih stvari pa tudi ne. Moram reči, da nisem imela posebne sistematike, kako se s tem delom soočiti, da sem šele morda potem na koncu, ko sem imela še vse napisano, ugotovila, kako bi se stvari res lahko lotila. Največje veselje pa mi je bilo, pravzaprav, ko sem pred razstavo dobila v gospe Meslejeve 2 kaseti, na katerih je on na teh tako zvanih Danish partijih prepovedoval svoje spomine, o tem, kako je šel na študij v Prago, pa o tem, kako so delali v Bunkerju, tako da skozi ta njegov glas, z neke zapise, kjer sem dobila nek njegov mogoče osebni pogled na stvari, ki jih je delal, se mi zdi, da sem se šele zares obrnila k temu njegovemu delu. Zdaj, tako kot je Rok pokazal vseh, ne vem koliko skicografikarja, Ljuboc skic tako rekoč ni imel. Meni so povedali, da je pač najraje ležal v travi pa razmišljal. Tako da, kar je ostalo nekih teh malo zapisov, pa predvsem te načrti, ena na ena teh detajlov, ki jih pravzaprav danes skoraj ne počnemo več. Tako da te so zdaj tukaj v muzeju, nekaj jih tudi na razstavi, to je me zelo veselino, ker sem tudi skozi to vajno vaše delo začutila to veselje, ki se je tudi nas polotil, ko se v eno stvar res zakupneš, začutiš, kaj ti ta arhitektura res lahko da. Zdaj, jaz bi mogoče izpostavila v Ljubočevem delu 3 teme, ki se mi zdijo ne samo zame, ampak tudi za našo stroko danes
zelo aktualne in se zanimivo pojavljajo v tej arhitekturi 60 let, pa niso značilne seveda samo za Jugovca, tudi za marsikoga drugega od njegovih sodobnikov. So pa to teme, ki zanimajo tudi mene, mogoče zato so bolj osebne. Morda se jih njegove ne razkriva tudi še kaj več in upam, da bo še tako kakšen svoj pogled na to ponudil. Prva je tema arhitektura in narava, odnos arhitekture v narave, kako se vanjo umešča. Zdaj, zanimivo je, da se v 60 letih morda toliko o tem ni razpravljali, čeprav imamo dela, ki nedvomno pričajo o ukvarjanju arhitektov v tem svetu, ki pa prej še vsi poznali. Za Jugovčevo delo se mi zdi pa značilna predvsem ta, tudi ta žal danes ne obstaja več, ker je ta kompleks popolnoma zarastel, zato še toliko bolj cenim se te fotografije, kot je Nataša omenila Janeza Kališnika. Mislim, da se ta arhitektura deloma vzpostavlja tudi skozi to njegovo prezentacijo, dejansko pa tudi danes nam priča še v nekih stvarih, ki jih ne moremo več razbrati v prostoru. Konkretno, kar se tega projekta tiče odnosa umestitve kompleksa jedrskega reaktorja v Podgorici v sam prostorski kontekst, se mi zdi ta os, ki jo je on v tem prostoru prebral, os naravnanja na Kamniško sedlo in ta kompozicija teh dveh objektov, reaktorske hale in pa vodnega stolpa, nekaj posebnega. Se pravi, mogoče bi tukaj za moj osebni pogled, mislim pa, da on tudi v sintezi o tem piše, in skozi to nadaljuje pravzaprav ta dialog z naravo v sami zasnovi tega raščenja kompleksa, te paviljonske zasnove, kot tudi v sami strukturi vseh stavb, ki s to vertikalno, nežno strukturo preidejo potem tudi to ograjo, ki je rekoč neka meja, ki je pravzaprav ni. Ta os, ki jo vidimo tudi v drugih delih, se mi zdi nekaj, kar mogoče ni tudi seveda značilno samo za Jugovca, ta pogled v ali pa iz same zasnove kompozicije. Zdaj tukaj tudi ta slika Kališnikova se mi zdi po svoje zelo lepo, ker vidimo to prepletanje teh vertikalnih struktur, ki meščajo te dosti kompaktne volume, ki so umeščeni tukaj v naravo. Zdaj, to je ta torisna paviljonska zasnova tega kompleksa, kjer seveda so prisotne tudi vse ostale teme, ki jih Jugovec morda nadaljuje in pa bolj kompleksno pravzaprav združuje v svojih kasnejših delih. Ena od njih je seveda tudi konstrukcija. Ta konstrukcija tukaj je zasnovana tako, da pravzaprav omogoča fasadi, da je čisto svobodna, da je v bistvu obešena in skozi to omogoča maksimalno prehod svetlobe in pa maksimalno svobodo oblikovanja te fasade. Zdaj, ta fotografija se mi zdi še posebej zanimiva, ker namreč ne vem, kdo na teh fotografijah se dostakrat pojavljajo tudi sence fotografov. Ne vem, sta bila to celo arhitekti, Kališnik skupaj. To so te načrti, ki kažejo po svoje na to lebdenje v bistvu teh volumnov nad samim terenom, ki steče tukaj skozi objekt direktno do samega parterja te reaktorske hale. In če gledamo in razumemo to kot en prazen prostor, vidimo, da se ta prostor potem skozi ta 4 okna steka spet nazaj v naravo, za 4 strani neba. To stopnišče danes tudi žal ne obstaja več, bilo je izvedeno, obstaja sicer, se ga boste videli na tem naslednjem posnetku, ampak na tej stari podobi je bilo izvedeno iz klinker opeke, iz rdečih vezanih plošč in pa iz jeklene konstrukcije tega stopnišča, ki je seveda tudi ena od Jugovčevih posebnosti, skratka ljubezen v njegih vsem inventivnih zasnov stopnic je prisotna in izražena skozi vse njegove rešitve stopnico. To stopnišče je hišnik v reaktorskem centru ponovil takole, da žal tukaj v reaktorskem centru skoraj da ni več prostora, ki bi bil popolnoma avtentičen, kar se tiče teh materialov, tako da ta stolp mislim pa, da je še čisto
skoraj čisto ohranjeni. To so ti načrti tega stolpa, ki iz te eliptične tvorisne zasnove potem preide gor v to rožno cisterno in prav pred kratki smo odkrili pa v bistvu še eno manjšo res stvar, zanimivo, to je ta kotlovnica, ki pa še obstaja in v vseh svojih detaljih, sicer zelo slabem stanju, priča o tej arhitekturi, ki je pravzaprav zelo jasno zložila stvari skupaj, brez da bi odkrila kakršenkoli stik med posameznimi elementi, recimo kako je to okno položeno na te posamezne zidove, kako je pravzaprav ta izvidka struktura te zastatitve, odenemo se tudi to na strešnico in človek se vpraša, kaj je v bistvu to skrivnostno okno, tale reža tukaj gor, namenjena je prezračevanju in obenem posiv prostoru dela postreho na nek način popolnoma rdečo. Zdaj, druga tema, ki se mi pri Ljubovcu zdi zanimiva in seveda sploh zelo aktualna, je soočenje tradicije in moderne tradicije in invencije oziroma nečesa novega. Pri Ljubovcu se je ta obrat ali pa ta tema začela manifestirati predvsem v obdobju, ko je postal direktor Zavoda za spomeniško varstvo v Ljubljani in je v tej priliki izvedel tudi nekaj objektov prenove oziroma dodajanja nečesa novega. In to je tema, ki tudi mene zelo zanima. Skratka, v tistih časih so bile možne mogoče celo bolj drzne rešitve, kot so danes. On je zelo dosledno ločeval nekaj, kar je obstoječe in to novo in skozi to novo zmeraj uveljavljal pravzaprav moderen vidik arhitekture. V konkretnem primeru cerkve v Letečah gre za to letečo konstrukcijo te strehe, ki vzpostavlja pod to šotorasto streho pravzaprav en prostor, ki lahko popolnoma komunicira z okolico. Je bila zelo polemična in je prinesla kar nekaj konfliktov v samem prostoru, ampak mislim, da je začela skozi to uveljavljati ene principe, ki so zelo aktualni še danes. Skratka, da ne gre za neko mimetiko tega, kar je, ampak da je to, kar se na novo dodaja, pravzaprav sledi vsem izhodiščem, ki jih moderna v prostor prinaša. To je recimo odprt kontakt med notranjostjo in zunanjostjo. In še en vidik, ki se mi zdi pri Ljubovcu zelo pomemben, to je vidik konstrukcije. Te generacije arhitektov so imele ob strani ene zelo dobre konstrukterje, statike, Ljubovec konkretno Daniela Smrekarja. Verjamem pa, da so tudi arhitekti sami zelo poznali samo konstrukcijo, pa tudi inženirstvo nasploh. Ljubovec konkretno je to izkušnjo pridobil v Pragi v prvih letih študija, pa tudi verjetno kasneje v koncu, ko je končal študij pri Ravnikarju. Namreč te konstrukcije so velikokrat res zelo drzne. V bistvu, kar pa se meni zdi, je pa, da omogoča arhitektu speljati svoj koncept. In pri Ljubovcu je zmeraj to tako, da se hiše nosijo od znotraj navzven in da je vod svoboden. Dostkrat tudi čist steklen. Zdaj, ta tretji vidik, recimo konstrukcije, se mi zdi pa pomemben tudi in se navezuje seveda tudi na samo materialnost in na detalj, ki je za to obdobje jasno prisoten pri vseh arhitektih. Tukaj gre za eno dosledno iskrenost tega, da se jasno pokaže, kaj je tisto, kaj nosi in kaj je to, kar je polnilo. To je nekaj, čemu naše generacije danes skoraj ne morejo dosledno slediti. Tukaj imamo izjemno velike težave zaradi vseh ostalih predpisov in vsega tega, ampak zdi se, da je to nekaj, kar je za nas posvora kot odvirna oblika. To so Ljubovčeve hišice v zasipu, kjer mislim pa, da lahko govorimo o tem, da je združil tako rekoč v njih vse te tri stvari. Zdi se, da so, če je bila mogoče reaktorska hala nekaj, kar je najbolj kompleksen program, je bila predvsem relativno enostavna. V teh zadnjih delih pa se mi zdi, da združuje pravzaprav vse troje. Tako njegov odnos do narave, konkretno te hiše se prav s tem konzolnim balkonom
tal tako rekoč skoraj ne dotaknejo z tem horizontalnim dolgim oknom čez celo širino bivalnega prostora se popolnoma povezujejo z pogledom na naravo. Druga stvar je ta neka pravzaprav diskretna recimo interpretacija te tradicionalne hiše tukaj v bližini, v zasipu. In pa tretja stvar je sama konstrukcija. Ta je deloma izvedena na licu mesta, to so te veliki bočni steni in pa ta spodnja in zgornja lupina, ki jo vidite tukaj v bistvu na tem prerezu. Vse ostalo pa so montažni elementi. Skratka, vse, kar je med tem, tudi strop in tla tega prereza, so montažni in narejeni potem naknadno. Ta hiša, ko jo pogledamo, vidimo v njej prerez, razumemo celo zgodbo, vidimo streho kot enostavno plosko in tako rekoč je dosti jasno povedano, zakaj se gre. Čeprav je navzven betonska, pa je noter topla in prijazna. Skratka, vse, kar je noter dodano in oblečeno, je v nekih človeku prijaznejših materialih, les na tleh in na stropu in pa klinker obloge so materiali, ki so bili Jugovcev zelo ljubi. Skratka, v vseh hišah so te materiali naravni in uporabljeni v skladu z neko svojo tektonsko logiko. No, to je ta pogled, to so tudi spet ena njegove stopnice, ena taka duhovita rešitev in pa ta pogled skozi to stekleno slino proti Blejskemu gradu. To sta pa zdaj še zadnje dve stvari, sej verjetno vse to poznate, ampak tukaj je ta projekt, ki je razstavljen tudi na razstavi, Baza 20, spet ena zelo po svoje duhovita konstrukcijska rešitev. Gre za objekt, ki stoji na 4 stebrih, to so te stebri tukaj. Gre za objekt, ki je neke vrste interpretacija kozolca in gre za objekt, ki se spet navezuje na samo lokacijo v osi. Te zareze je tukaj v tem Moščevskem gozdu ena vrtača in ta dva objekta se pravzaprav vsemi temi lamelami odpirata proti naravi. To je prerez, to je dvorja dvokapne strehe in to je ta nosilec, ki leži na teh 4 podporah, dva nosilca ležita na teh 4 podporah. In spet vidimo en tak motiv tega konzolnega balkona, ki nekako prebdi nad terenom in to prežemanje tega notranjega in zunanjega prostora pod to streho. Tako da to je opis, kako svetlova prodira v ta prostor. In tukaj, kar se mi zdi zanimivo, da skozi to konstrukcijsko rešitev arhitekt omogoča, da je fasada spet čist svobodna, gre za neko betonsko interpretacijo lesene obloge. To je nekaj, kar mogoče lahko korenine tega jezika, pravzaprav te obličkene fasade najdemo tako vseh Jugovičevih predhodnikov, tako Plečnika kot Sveja, tudi Travnikarja, ki je bil Jugovičev profesor. No in tukaj še ta zadnja stvar, mogoče najbolj enostavna, pa tudi sem relativno dosti kompleksna, mislim, da združuje vse te 3 stvari. To pomeni odnos arhitekture do narave, odnos arhitekture do preteklosti in pa odnos arhitekture do konstrukcije kot enega od osnovnih vodil, ki narekuje njeno obliko. To je streha na otoku pri Dobravi, ki jo lahko vidimo kot eno avtorjevo interpretacijo slovenskega kozolca. Čeprav s to svojo posebno obliko govori tudi o tem, da pod njo leži res nekaj posebnega. Ona varuje ruševine cerkvice svetega Mihaela, naselja Gutenberg in se samo z 2 stebroma dotika tal. Ta streha je doživela tudi svojo žalostno usodo, ko se je takole porušila, ampak je zdaj obnovljena. In tukaj vidimo, kako arhitekt reši pravzaprav ta stik med konstrukcijo in obstoječim, tako da se tega ne dotakne, da ta streha leži samo na 2 stebrih in da je zasnovana tako drzno, da ko se je dotakneš, na nek način zelo vibrira. Tu na načrtu se da razgledati, ampak mislim, da so to Josipovi študenti predvsem boljšno študirali, kako se to res dejansko nosi. Te 2 stebra nosta pravzaprav tale palični nosilci in skozi to
se na to konstrukcijo opirajo teli šotirovci. Zame je ta objekt, čeprav preprost nekaj, kar združuje pravzaprav vse to, kar mi v svoji ljubost pomeni, združuje pa še nekaj, pravzaprav jaz sem našla v nekem razbiranju starih apelov in citatov filozofa Pirjevca, ki govori o tem, da arhitektura nekaj, kar pravzaprav lahko odpira tudi prostor in skozi to omogoča prostoru neko prostost oziroma svobodo. Na podoben način mislim, da tudi ta objekt se toliko ne dotika tako, da je včasih ta narava nekaj, kar teče pod njim.